Danes praznujemo 140. obletnico prižiga prve žarnice v Mariboru. To je bil prelomni dogodek, ki je pomenil začetek elektrifikacije mesta in je postavil temelje za razvoj elektrotehnike v Mariboru. Ob tem dogodku je nujno poudariti ime Karl Scherbauma. To je bil nemški inženir, ki je igral pomembno vlogo pri prižigu te prve električne luči. Bil je vizionar na področju električne osvetljave in s svojim strokovnim znanjem uspešno izvedel projekt elektrifikacije mesta. Čeprav je Scherbaum zapustil Maribor po opravljenem projektu, je njegov prispevek k razvoju mesta neprecenljiv. Maribor je postavil na zemljevid mest, kjer znamo in zmoremo. Prav pred 140 leti na današnji dan je takratni časnik Marburger Zeitung poročal o tem, da je Karl Scherbaum v svojem parnem mlinu napeljal električno razsvetljavo z 36 žarnicami. Za nas je pomembno, da je leta 1887, torej 4 leta zatem, v čast obiska prestolonaslednika Rudolfa v Mariboru, Karl Scherbaum osvetlil še Grajski trg in Kopališko ulico. To je sedanja ulica škofa Držečnika. To je bila prva javna razsvetljava, prva osvetlitev javnega prostora v Mariboru. Po obisku je ta razsvetljava bila demontirana, ampak ostala je ena svetilka in ta je bila nameščena na tej zgradbi in je bila prva javna svetilka v Mariboru. Veseli nas, da so take obletnice, trenutki, ko se malo združujemo. Tudi Elektrotehniško društvo ima precej okroglo obletnico. Obstajamo že od leta 1951. V tistem času, ko se je pravzaprav začelo razvijati v Mariboru, v okolici, tukaj industrija, vse skupaj je zelo primanjkovalo takih strokovnjakov in tistih nekaj, ki jih je bilo, so se potem združili v to društvo in takrat leta 1951 je bilo 110 članov v tem društvu. Članstvo se je potem večalo, do leta 1997 nas je bilo pa že okoli 700. Če se ozremo nazaj mogoče teh 140 let, kaj se je dogajalo na tem področju, vemo, da se je vse skupaj začelo precej enostavno. Z leti smo prehajali skozi različne tehnologije, rabe sijal, od nizkotlačnih natrijevih do visokotlačnih natrijevih, metal halogenih, živo srebrnih. Danes pa v glavnem govorimo samo še o LED razsvetljavi kot nekem najbolj varčnem viru svetlobe. Razsvetljava danes ni več samo osvetljevanje ulic, ampak je postala dejansko neka priložnost, predvsem za Maribor, ki je sedaj pred tem, da v celoti obnovi svojo razsvetljavo kot neka hrbtenica pametnega mesta. Omogoča namreč to, da lahko z razsvetljavo dosegamo vse dele našega mesta, zagotavljamo neko dodatno komunikacijo na področju zagotavljanja boljših storitev gospodarskih javnih služb, spremljanja vremena, spremljanja prometa, zagotavljanja nenazadnje tudi boljših pogojev pri morebitnih intervencijah in tako dalje. Trend na našem področju je tudi ta, da nekako ob večanju samega sistema javne razsvetljave zmanjšujemo porabo. V zadnjih letih nam je uspelo porabo javne razsvetljave oziroma energije za delovanje javne razsvetljave zmanjšati za cirka 30%. Torej, Maribor je vedno znal izkazovati svojo tehnološko prednost. Ta se je izkazovala tudi v neverjetni rasti industrije, ki jo je omogočila prav elektrifikacija. Ta velik razmah mariborske industrije v 20, 30 letih, potem 50, 60 in 70 je bil posledica razpoložljivosti električne energije. In zdaj smo v novi dobi. Zdaj smo v dobi, ko elektrifikacija spet pravzaprav postavlja temelj razvoja. Govorimo o energetski oskrbi. To je verjetno najzahtevnejši projekt te generacije. Tako zahteven, kot je bila elektrifikacija v 20. stoletju. Ta globoka elektrifikacija, ki smo zdaj priča, ki se nanaša na elektrifikacijo mobilnosti, elektrifikacijo ogrevanja in seveda komunikacij, ta je pravzaprav tista, ki bo po mojem glavno razvojno gibalo v sedanjosti. Je pa nekaj zanimivega. Leta 1883 je Scherbaum v svojem parnem mlinu postavil sam elektrarno in napeljavo. In vidite, po 140 letih prihajamo do tega, da se spet spodbuja samooskrba. Spet se spodbuja to, da bi vsak poskušal v čim večji meri poskrbeti za svojo lastno oskrbo.